Mater je tečna ta zima me dejansko prav zmrazil. No, da ne pozabim, zakaj sem v bistvu tukaj. 3 leta so minila, odkar je Toyota na ceste postavila 4. generacijo modela RAV4. A ja, če ne veste, kratica stoji za Recreational Active Vehicle with 4-Wheel Drive, kar je v bistvu hecno, ker 4-kolesni pogon ni serijski, zato bi to dejansko lahko bil RAV2. No, kakorkoli, to zdaj je hibrid, že 8. Toyotin, čeprav niso vsi na voljo pri nas. In točno tale ima 4-kolesni pogon, zato je kar ta pravo ime, RAV4. Prvega RAV4 so predstavili že leta 1994 in to je bil dejansko prvi križanec, pionir tega sedaj ultra popularnega razreda. Torej, če sovražite križance, potem lahko krivite kar tega tukaj. Z novo hibridno različico pa so seveda tokrat predstavili še osvežitev. Zunanjost je bolj drzna, maska izgleda kot samuraj, tudi rit je bolj špičasta, drugega pa zunaj niti ne boste opazili. No in če se boste pred sosedom hoteli pohvaliti, koliko polarnih medvedov boste rešili, ker gre za hibrida, boste tudi to težko storili. Vse, kar ponazarja, da gre za hibridno različico, so tile napisi in moder logotip. Tudi notranjost ne kriči po prihodnosti, je pa sprememb vseeno kar nekaj. Za začetek so izdobili ta leva vrata, zato da roka lažje počiva na njih. Tudi materiali so boljši in mehkejši. Meni osebno je zelo všeč ta izbočeni del, ki deluje malce igrivo, da Toyota ni samo zadržana. Pod zadnjo klopjo se nahaja 1,6 kWh nikel metal hidridna baterija, zato je prostora v prtljažniku za okrog 50 litrov manj, je pa nakladalni rob vseeno ostal izjemno nizek. Torej, pogonski sklop. Hibridnega RAV4 poganja 2,5-litrski bencinski 4-valjnik in 1 oziroma 2 elektromotorja. V primeru, da gre za različico s prednjim pogonom, je elektromotor 1, v primeru 4-kolesno gnanega RAV4 pa sta elektromotorja 2. Drugi moč daje zadnjemu paru koles. Skupna sistemska moč je v obeh primerih enaka in sicer 145 kW oziroma 197 konjev in s tem je takšen RAV4 tudi najmočnejši na evropskih tleh. Ker je tole hibrid, pomeni, da boste zopet obtičali z brezstopenjskim menjalnikom CVT, ki je seveda lahko malce glasen, ampak sem pričakoval, da bo dejansko še bolj. Očitno je prostornina motorja in posledično navor vseeno dokaj velik, zato samo ob ekstremnih pritiskih na stopalko za plin motor oddaja preveč neprijetnega zvoka, sicer pa niti ne. Ima pa ta menjalnik tudi vnaprej preprogramiranih 6 prestav, tako da si tudi sam lahko malce pomagam. Moč se skratka pošilja na vsa 4 kolesa, ampak prioritetno na sprednjo os, zadnji 2 kolesi se dejansko aktivirata samo takrat, ko je to potrebno, denimo, ko je spolzko. In kot pravi hibrid zavira sam, sicer ni zavorni učinek zelo močan oziroma ne gre za močno rekuperacijo zavorne energije, ampak je fajn, se zelo hitro navadiš po parih kilometrih in na ta način tudi privarčuješ pri zavornih ploščicah. Na voljo so 3 načini vožnje, Sport, Eco in EV. Ta zadnji je na voljo samo za kakšen kilometer vožnje, potem se baterije izpraznejo in še to je treba biti zelo previden pri pritiskanju stopalke za plin, sicer se takoj vklopi tudi bencinski motor. Eko pa je klasika, malce spremeni nastavitve klime in razpoložljivo moč, da je pač bolj varčen. Sam vseeno pogrešam malce večjo kapaciteto baterij, da bi bil doseg vseeno daljši. Bi pa seveda to podražilo celoten avtomobil. No, način Sport je najbolj živahen in drži motor na večjih obratih, pa tudi plin postane malce bolj odziven. Prebral sem, da se zmanjša tudi vpliv elektronike na krmiljenje, da imate malce več občutka. Moram pa reči, da je vožnja nasploh precej prijetna, za križanca seveda. Zmogljivosti so zelo podobne običajnemu bencinskemu RAV4, tisti je sicer malce šibkejši, ampak ima tudi 140 kg manj, zato sta si skoraj tam. Je pa pospešek tukaj boljši, 8,4 sekunde do stotice. Evo, križanec, ki zmore tudi vožnjo po makadamu. Porabil naj bi 4,9 litra, ampak seveda ne, če se boste vozili po takšni divjini. Jaz imam porabo okrog 7 litrov. Torej, še en hibridni križanec, pri katerem pa, vsaj kar se zanesljivosti tiče, sigurno ne boste ustrelili mimo. Po cestah sveta se vozi že več milijonov Toyotinih hibridov. A ja, še cena. Vsaj 29 850 € boste morali odšteti zanj.